Drugač Podpečan je ful lep kamen, sam se ga itak pridobiva sam še za restauratorske posle, ker ga ni več. Mislim, jaz so ga kar dosti pokoristili. Ja. Jaz pa SP, ampak imam umetniško ustvarjanje. Aha, torej si 90-0-30. Vse gre tja, no, to ne laže. Kaj delaš? Nima veze, umetniško ustvarjanje. Če daš ti strojno štokanje ali pa daš ta štokavc na, ne vem, pneumatsko kladivo, pa ga ti vseeno ročno vodiš, pa poštokaš površino, je vseeno drugačno, kot če ti s kladivom delaš. To se dejansko opazi razlika. Krašovci bi rekli, da recimo, če je nekdo naredil neko stojalo za pršut, ne, da tisti del, ki je kamnit, pač premažeš z oljem ali pa z enim kosom pršuta. Tudi res, da kot prejš blender za 3D modeliranje, prva stvar, ki jo srečaš, je kocka. Res je. Res je. In še siva je po možnosti. Ja, je siva, ja. Ni to plastelin pizda, ne moreš kar tako malo. Tukaj pa tukaj bom takole. Mislim, redko najdeš v Sloveniji, da je nek nagrobnik ročno klesan. Drage poslušalke, dobrodošli v 11. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes je z nama kiparka Špela Šedivi, ki je nedavno samostojno razstavljala v galeriji Alcatraz. Do 21. avgusta pa lahko vidite njeno delo na ekspozicijah 24 v Murskosoboški galeriji. Njena dela so bile razstavljena še v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji in poleg galerijskega razstavljanja so njena dela dostopna tudi v javnih prostorih. Sodelovala je pri Prešernovo nagrajenemu projektu Keep Activity 2, intervencije v javni prostor. Skupaj z Matejem Župcem pa sta zmagala na javnem natečaju in njuno delo je bilo realizirano na trgu 28. avgusta v Sežani, kjer smo tudi danes. Dolgoročneje pa je sodelovala na Interreg projektu med Slovenijo in Hrvaško Mitski park, s katerim so oblikovali čezmejno turistično destinacijo, isto imenovano Mitski park. Pogovarjali se bomo o kiparstvu, o njegovem mestu v slovenskem kulturnem prostoru in skoraj mitološkem delu Kamnoseka. Dotaknili se bomo tem javnega financiranja in javnih del, razmerja med stalno javno razstavo in galerijskimi postavitvami. Razglabljali bomo tudi o osebnih razvojnih poteh, o izbirah kariere in položajem kiparstva in kamnoseštva v sodobni tako imenovani digitalni dobi. Oplazili bomo tudi teme delovanja na periferiji Slovenije in odnosom dela stran od kulturnega centra, torej Ljubljane. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. Poslušate kritiški posedek, posladek, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. K klepetu pa povabiva sogovornike, ki so na tak ali drugačen način vpeti v delo v kulturi. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee donirate drobiž za kofe. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Ok, Špela, dobrodošla. Oziroma, hvala, da si ti nama naredila, da sva dobrodošla tukaj pri tej Sežani. Prej smo bili v delavnici, smo si jo malo na hitro pogledali, zdaj smo se preselili v malo bolj mirno okolje, da lahko to v miru posnamemo. Jaz bi za začetek začela čist pri osnovah, torej pri temu kamnu, o katerem se bomo danes dosti pogovarjali, ker se mi zdi mogoče, da to neko kamnoseštvo, kiparstvo za kamen, da mogoče je tako, boš povedala, kako se tebi zdi malo na stran odrinjeno, da so ljudje manj seznanjeni s tem, kakšno delo to je, kakšni so te kamni. Kaj je kamen, Špela? Ojoj, zahtevno vprašanje za začetek. Zdaj si rekla toliko, da sploh ne vem čisto točno, kako začeti. Ja, jaz sem v bistvu na nek način malo daleč šla do Sežane, ker sem drugače iz Gornje Radgone in sem po končani srednji šoli
šola za oblikovanje Maribor. V bistvu prek nekega tedna, mi smo rekli temu projektni teden, smo šli na Kras v Pliskovico in smo tam v bistvu spoznavali Kras in neke tradicionalne, kot recimo kavnoseštvo, pa značilnosti pokrajine, pa take zadeve, pač kulturo in to. In jaz sem se takrat kar malo zaljubila v ta del Slovenije, ker prej nisem bila tukaj. In istočasno smo bili tudi na eni delavnici pri enem kamnoseku, Jernej Bortolato iz Pliskovice. In meni je bilo takrat tisti teden odlično, ful sem se fajn počutila, ful mi je bilo zanimivo, ful je bilo kamna. In pol, ko sem se čez 1 leto nekako odločila, kam bi se upisala na faks, sem ugotovila, da obstaja višja strokovna šola v Sežani, ki uči oblikovanje kamna. Nekako nisem več hotela nič drugega slišati in sem pač šla na informativni dan in se mi je zdelo super in sem se upisala in od takrat naprej, od leta 2011, se več ali manj vračam in zdaj živim že tu. Mislim, da v zadnjem tem, z večjimi, kako bi rekla, v večjih obdobjih sem živela v Sežani, no najprej v študiju, pol malo vmes pri absolventu, pol pa zdaj zadnje, mislim, da 3-4 leta tudi že živim tu. Vmes sem pa se selila malo v Ljubljano pa nazaj. Torej, v bistvu, če se hoče nekdo ukvarjati s kamnom, ni to nekaj, česar bi se lahko lotil v Ljubljani na akademiji ali pa v Mariboru? Ljubljanska akademija v programu kiparstva mislim, da ponuja neko delavnico klesanja kamna. Mislim, da so na različne lokacije hodili oziroma k različnim kamnosekom, da bi pa prav to bil poudarek ali pa da bi bila prav delavnica prilagojena temu, pa tega ni. Razen srednja šola, srednja gradbena v Ljubljani ponuja tudi program kamnosek. Je pa 3-letni program srednješolski in to je edini program za kamnoseštvo v Sloveniji, pač srednješolska, mislim 3-letna ta šola. Potem je pa ta sežanska, to je pa višja strokovna, se pravi 2-letna šola po dokončani srednji šoli. Ampak to je potem mišljeno tudi za tiste, ki bi kot kamnoseki ubrali neko bolj obrtniško, pa neko, ne vem, recimo, če delajo nagrobnike, zmišljujem si. To je isto šola za vse te ljudi, ni zgolj umetniško usmerjena ali pa sploh ni umetniško usmerjena. Čak, kjera zdaj, višja strokovna? Tako si ti bila. V bistvu je zelo odprta glede tega. Tako da lahko pridejo seveda tudi ljudje, mislim, dijaki, ki so končali srednjo gradbeno oziroma srednjo kamnoseško. Mislim, da je bilo tudi enih par, ki se jih je upisalo pol v Sežano. Načeloma ni nujno, da imaš predznanje, ker jaz ga pač nisem imela nič. Mislim, večina mojih sošolcev, sošolk in ostalih generacij ni, da so prihajali iz kamnoseških družin. Nekateri večina niti ne. Kamnoseške družine. Ja, to je prav dejansko. It's a thing. It's a thing, ja. Ker pač imajo kamnoseštvo doma starši, ne vem, oče recimo, in potem se njihov sin ali hčerka odloči, da bo to nadaljeval in pride pač na to šolo. Drugače pa so ful odprti v smislu tega, da dobro, itak je nek program, ki mu sledijo, ampak znotraj nekih praktičnih vaj in zadev si pa zelo neomejen v smislu, lahko delaš neke dizajnerske projekte, lahko delaš kipe, lahko delaš nagrobnike, zakaj ne? Mislim, karkoli. Mize, korita. Mislim, tle je tako ful vprašanje. Kako sploh veš, da boš lahko oblikoval kamen, preden se upišeš? Ker jaz se predstavljam tako, recimo na umetniško zarisati ali karkoli takega, moraš vsaj imeti malo občutka, da si že risal v lifeu. Kaj če se upišeš, pogotoviš, da ne znaš rokovati. Naučiš se. Ampak imaš pa itak kot pri vsaki stvari, veš, imaš nekoga, ki, ne vem, prvič prime dleto v roke, pa kladivo, pa ful dobro skleše, ne vem, prvo črko v življenju, pa je super dobro, imaš pa nekoga, ki po enem mesecu pride, ali pa po 2 mesecih, ali pa po enem letu na isti nivo, pač se imaš pri vsaki stvari isto, ne. A veš, meni se zdi, da se lahko tudi nekje ustavi, ne. Do neke mire prideš, pa ne moreš čez, če nimaš nekega talenta od zadnje. Ja, pol delaš nagrobnike, ne? Ne vem, če bi se lahko to bi ti kar ugovarjalo malo, pač. Mi ful, to je čisto druga tema, ampak mi ful negativno gledamo na te nagrobnike, ker pač tudi v Sloveniji ni, da je neka blazno super izbira teh stvari. Dobro, to zdaj res zahajam čist neko drugo stvar, ampak jaz, ko sem bila drugi letnik sežanske šole, sem šla na praktično izmenjavo, pač praktično izobraževanje v Anglijo, blizu Brightona. In sem tam bila čist šokirana, kaj oni vse, ker pač pri nas rečeš, si kamnosek, delaš s kamna, to je to.
Pač mi nekako ne ločujemo. Mi imamo pač to, ja, delam s kamna in pol imaš vse, od polic do nagrobnikov, do miz, do korit, do vsega, do kipov. To je vse, delam s kamnom. Pri njih je to ful drugače in imajo recimo ljudi, ki delajo čist neke umetniške stvari, zbravi kiparje v kamnu. Pol imajo kamnoseke, ki se ukvarjajo z temi arhitekturnimi elementi v smislu restauriranja, ker imajo tudi ful več tega in ful bolj razvito restauriranje kamnitih plastik in tega, kar je pač po stavbah. Pol imajo pač neke te ljudi, ki dejansko polagajo tlak in podobno. In pol imajo prav ene, kako bi rekla, specifično smer tega delam s kamnom, imajo letter carver, letter cutter. In to so ljudje, ki se najprej učijo, ne vem, par let kaligrafije in pisave in znajo sami ful dobro risati in oblikovati črke. Pač to je tipografija v resnici. In potem se učijo klesanja in njihovi nagrobniki in pokopališča so pač res wow. Pri nas imaš tistih par različnih fontov, ki jih nalepijo na kamen ali pa dobro sklešajo oziroma, mislim, redko najdeš v Sloveniji, da je nek nagrobnik ročno klesan. Dostikrat je to nastroj in neka tipografija, ki pač nekje obstaja, je prekopirana, mogoče niti ni prav, kako bi rekla, umeščena ali pa spacionirana, pač presledki med črkami in to. Tako da meni je bilo to tam čist noro, nek drug svet, ker pri nas je to vse nekako združeno, ne vem, pod nekim tem doseštvom ali kaj bi rekli. No, sej to sem glih hotela vprašati, ker si rekla, da se učijo več let to tipografijo pa črke klesati in to sem glih hotela vprašati, ne, sej, a ni to zdaj nekaj, kar bi se štancal v neki mašini? Seveda, ampak sem prepričana, da bi tudi ti videla razliko, če je nekaj naštancano na mašino ali pa je nekaj res premišljeno, oblikovano, v smislu vsaka črka oblikovana, risana ročno, klesana ročno, pač to so res čist neke druge stvari. Vem, da linkata zadeve pač v opisih, potem pa lahko damo kakšne primere za ne vem, nekih teh ljudi, ki sem jih spoznala v Angliji, ko se s tem ukvarjajo. Takrat je bil en fant, Tom, ki je bil dejansko plačan 2 leti. On je imel 2 leti prek Lettering Art Trust, pač organizacije, plačano, kako se reče, kot vajeništvo. In so ga 2 leti ga je ta trust financiral, da se je on tega izučil. On je bil takrat mogoče mojih let ali pa malo starejši in je bil plačan zato, da se tega izuči, ker oni pač to tradicijo vzdržujejo in hočejo, da pač tudi mlajše generacije to znajo. In ja, lahko njegovo spletno stran ali pa kaj polinkamo ali pa od njegovih učiteljev, mentorjev, kakorkoli. Pač sam za primerno, kako izgleda stvar pri njih. Ali pa se tudi kje druge še, seveda se ni Anglija izjema, mislim, ni edina, ampak recimo, no, meni je to bilo ful tak, wow, to se vse da, to vse folk dela. Tako da, če meni, ko nekdo reče, ja, delaš nagrobnik, ja, lahko gledaš to kot neko, ne vem, manj vredno delo ali nekaj, ampak ful odvisno, kakšen je ta nagrobnik. Mislim, koliko mu tudi cajta posvetiš pa to. No, pol, če se vrnemo na ta moja basic vprašanja o kamnu. Okay. Kje ti dobiš kamen, kam ga greš iskat, kako ga naročaš, do kere mere recimo imaš te neke podporne sisteme, da veš, kam se moraš obrniti za določen kamen, da ti ga odrežejo, da ti ga propelejo ali pa kaj tazga in kaj recimo lahko ti tudi čist sama narediš ali pa mogoče tudi o tem, kakšni tipi kamna. Zdaj, kle smo na Krasu, imamo pač ta apnenc, ampak to je apnenc, do sem tudi gre moje znanje o apnencu. Glede na to, da je pol tudi šola kle stacionirana in vse, se mi zdi, da apnenc je vaš go-to piedestal material ali kako. Ja, na nek način ja, ker pač, če je to kraško okolje, mislim, si ne predstavljam, da grem delati neki ful iz, ne vem, pohorskega, onega tonalita, granita. Kje dobim kamen? Največkrat grem k enemu kolegu kamnoseku in on potem neke stvari, ki so njemu odrezki in premajhne kosi, da bi se z njimi ukvarjal in jih pač šparal in so še čist dobri, jih pač poberem tam. V osnovi pa, če gre za kakšne večje projekte, večje kose, se pač obrneš ali na kamnoseka, ki ima kaj na zalogi, ali pa direkt na kamnolome oziroma pač podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem kamna. Zdaj v Sežani sta to dve podjetji, Marmor Sežana pač največje pokriva res ful tega področja in Povir, v Povirju je še eno družinsko podjetje kamnoseštvo Tavčar. Oni imajo tudi svoj kamnolom, pa pridobivajo eno vrsto tega apnenca. Ampak ni nobene želje, da bi recimo delala s kakšnim specifičnim kamnom, z ne vem kje, ker če greš tako pogled malo zgodovinsko, kakšne
arhitekturne stvari. In kup kamna, recimo istrski kamen, se je uvažalo iz ne vem kje in kam vse je prišel. Ne spomnim se, kje sem nekje v tujini bil in sem gledal tako, aha, to so vse pokradli iz Istre. Pol imaš Plečnik je furla delo, kaj bil vrhniški spod peči tisti. Podpečan, ja. Ja. Ja, se je fulje tega. Se ni, da sem delala sam izključno ta kraški obnenc, ne. Ampak mislim, ni želje tukaj, da bi mogoče, ne vem, da si se zaljubljal nek kamen iz Nove Zelandije, recimo. Mislim, niti ne. Niti ne. Mislim, ful je odvisno tudi od projekta, zato ker če imaš, se mi zdi, da je ful, ne vem, lahko je neka forma v opnencu izpade ful dobro, pa ga daš isto stvar, ponoviš, ne vem, v marmorju pa ne deluje ali obratno. Se mi zdi, da pač imaš vsak kamen neko specifiko, v kaj bi, mislim, valjda lahko narediš vse v vsemu, ampak mogoče nekaj bolj pa še enemu, nekaj bolj drugemu. Drugač Podpečan je ful lep kamen, sam se ga itak pridobiva, sam še za restauratorske posle, ker ga ni več. mislim, jaz so ga kar dosti pokoristili. Ja, to je to. Kaj pa te, kaj si rekla, kamnoseške družine, ali pa mislim te, ko pridobivajo kamen v kamnolomih, to so pač, se je iz neke čist tradicije in naključja razvil, ali ne, ker jaz ne morem zdaj se odločiti, da bi pa jaz tudi imela svoj kamnolom. Je treba ta kamnolom mora že ali obstajati, ali pa ga je treba kaj najti, pa ga pol registrirati, pa prijaviti državi, ali so to že na pol državni placi, ali kako je to čisto pravno, formalno rešeno? Dobro, to zdaj čist podrobno ne vem. Vem pa to, da je že tradicionalno na Krasu skoraj vsaka vas imela svoj kamnolom za pač potrebe gradnje in karkoli so pač delali z kamna. In so tudi zelo raznoliki kamni, v skoraj vsaki vasi je malo drugačen. In po mojem pol z tega, mogoče nastalo, da je pač nek kamnolom, mislim, ful jih je takih, ko so res mičkeni in zapuščeni v bistvu, ki se več zdaj to ne dela. Ne gre zdaj vsak svoji vasi kopati nekega svojega kamna, ampak se obrneš pač na neko firmo in dobiš kamen. Ampak zna biti, zdaj ne bom trdila, ker ne vem toliko, ampak zna biti, da so te, ki so zdaj pač ratali veliki, nastali na podlagi nečesa, kar je že obstajalo, ali pa se pač nasploh ve, da na Krasu je kvaliteten kamen in se je mogoče pač našla neka lokacija, ker to so cele raziskave, ne, to ni, da zdaj rečeš, jaz bom zdaj tu kopal, to pač preverijo najprej, kakšne so te, pač kakšen kamen je, kje je na kakšni globini, kje se splača kopati, kje se ne, mislim, to je ful, ne vem ti povedati bolj podrobno, ampak ja, in tudi to, da bi nekdo hotel odpreti na novo kamnolom, to je ful postopek. Se ni samo na novo, tudi recimo odpiranje starih kamnolomov je lahko problem. Ne vem, to imajo moji starši problem, je bil kamnolom včasih v Kubedu in zdaj bi ga radi spet odprli. Nahaja se pa v bistvu direkt pod vasjo v resnici. To pomeni, da vaščani niso ravno zadovoljni in veseli tega kamnoloma in se pač, pa imaš pa tudi ta problem, da se ti lahko skupnost opre, ne? Skupnost noče, da bi ti odprl kamnolom. Potem se ti naredijo inicijativo in vse to ne moreš, ker če bi ti nekje hotel odpirati kamnolom, nekje, kaj ni ljudi, ampak to v Sloveniji po mojem ni enostavno več. No, saj tako razmišljam, veš, recimo, če jaz zdaj delam z lesom, pa hočem neki jak les imeti, jaz ne morem kar uletiti v hosto, pa posekati drevesa, pa narediti neke skulpture iz tega ven. Razen, če je to moje drevo na moji posesti, ali kaj? Če je tvoj gost. Če pa imam recimo, ampak veš, neko posekavanje je vse regulirano, ne glede na to, čigava je zemlja, ne? Tako da v bistvu tudi, če imam pol, jaz ugotovim, da imam za bajto ful kamna, a lahko naredim tak mini baby kamnolom in vsi moji prijatelji kamnoseki delamo pol fancy držalnike za milo in jih prodajamo prek EC-ja za full casha, a se bo umešala oblast pa blatko, ta mini baby kamnolom moraš ti prijaviti in nam dajati del, ker je to, veš, zemlja, rodovine, whatever, ne vem. A bomo kar potegali Ministrstvo za okolje, pa ne nam odgovorijo. Dobro, zdaj za ta tvojo definicijo mini baby kamnolom ne vem, ampak verjetno, če boš tam skopala eno jamo in vzela ven 3 kose kamna, ti ne bo rekel noben nič. Če bi pa šla valjda kopati neke rove in delati neki skop velik, pa itak, da bi se verjetno nekdo našel. Ne moreš kar tak kopati, moraš imeti dovoljenja, moraš imeti koncesije. Pač. Jaz se mogoče, da je po dejavnosti, če gremo zdaj na SKD dejavnosti pogledati, verjetno piše omejitve. Yes. Mogoče, ne vem, ugibam. Kaj sploh je dejavnost, pod kaj spada?
kamnoseštvo? Mislim, ti imaš Ne SP, vem. ne? Jaz imam SP, ampak imam umetniško ustvarjanje. Aha, torej si 90-030. Da. Okay. Vse gre Ne, tja, no, pač to je ka- najlažje. Kaj delaš? Nima veze, umetniško ustvarjanje. Ja, mislim, kaj bi pa naj dala? Pač se jaz v resnici si predstavljam, da če bi registrirala kamnoseštvo, da bi me mogoče folk klical, če jim naredim, ne vem, razrežem police ali pa tlake, pač tega ne delam načeloma. Ja, 23-700 je obdelava naravnega kamna. Niti ni kamnoseštvo. Tudi tega nisem dala v bistvu not. Kar zanimivo, obdelava naravnega kamna. Tako zelo Ja. odprto. Precej odprto, ne? Ja. Ampak imaš pa tudi pol pridobivanje posebej. Ja. Tisto pa je že rudarstvo, spada pod rudarstvo, se mi zdi. Ampak a je to nekaj, kar ste jemali na šoli? Bi znala rudariti? Ali pa oziroma kamnosečiti? Mislim, pač učili smo se v tem, na kak način se zdaj pridobiva kamen. Smo šli tudi pogledati v Marmor Sežana, v Lipico 1 in Lipica 2, pač kamnoloma, res ogromna. Ja, učili smo se v tem, kakšni stroji so, na kak način se to pridobiva, ni pa da jaz zdaj ti znam povedati, kje se lahko kopa rov in kje ne. Pa imaš tako ogledane te kamnolome pri nas, jih kaj poznaš? Če bi imaš kaj občutka, ker po mojem večina ljudi ve samo za tiste kamnolome, ki so zraven njih. Ja, to je zelo res, ja. Koliko pač kamnolomov recimo, imamo? To bi zdaj... Koliko vsaj? Mislim, imamo, ok, na Krasu sta ta dva, ne? Se pravi Povir pa kamnoseštvo Tavčar pa Marmor. Pol je Marmor Hotavlje, mislim, da ima svoj kamnolom. Pol je gor na Pohorju, pridobivajo te, mislim, da je to nalit, nisem čisto prepričana. Vsi rečemo, da je granit, ma ni čist granit, ampak ne bi šla v te podrobnosti, ker nimam toliko nekega geološkega znanja. Skratka, na Pohorju je kamnolom delujoč. Pa ziher je še kakšen, ki sem ga pozabila, drugače jih je pa ful, ki niso več delujoči in so pač zapuščeni. Na Krasu je en gospod, ki je celo življenje delal kot kamnosek, kamnolomec tudi, ali kako bi se temu reklo, pač v kamnolomu najprej, pol pa kaj druge stvari. Gabriel Jaram in on je v sklopu enega projekta, zdaj se ne bom spomnila točno katerega, ampak on je to čisto ljubiteljsko delal in je popisoval vse kamnolome na Krasu, take drobne, zaprte, zapuščene, take, da ko greš skozi gozd, sploh ne veš, da je to bil kamnolom, recimo. In so jih potem, on je pač začel z neko to ljubiteljsko, tudi vzorčenje, no, je imel neke vzorce, pa jih pobrusil, pa da vidiš, kakšen kamen je tam. Pa na zemljevidu označeval in pol so v bistvu z njegovo pomočjo v sklopu enega projekta čisto vse te kamnolome pač popisali pa označili lokacije, take zadeve. No. Teda to za Kras to obstaja, jih je ful, ne me vprašati koliko ima, ogromno. Za ostale regije pa niti ne vem točno. No, vse zato, povedati. ker recimo, ne vem, čiste majhni kamnolomi, ne, ki so, ne vem, če greš iz Mengša na Rašico, greš mimo enega kamnoloma in je pa sem neka mala luknja. Ali pa recimo kamnolom, ki je zapuščen, ne? Ali pa kaj je pri Škofeljci, recimo, kaj je zdaj kar neko jezero tudi nastalo, pa se folk poleti tja hod kopati, pa fotoshootinge delati. Točno, pa tako, ne. Se mi zdi, da kakšnih takih malih, ki niso več v uporabi, da jih je tako, mislim, če že jaz vem za par pol jih je. Sam imaš pa tudi, zdaj jaz sem naštevala neke kamnolome, ki imajo kamen, ki je neka kakovosti za pač razrez, pa za neke izdelke, ki imaš pol tudi, ne vem, Poljčane, vem, da imajo, pa se fulje nekih teh izkopov, sam pač niso vsi kamnolomi za, vešani so, ne vem, za, ne vem, bolj peskokopi ali pa nek ta zamletje, kamen, pa te stvari. Jaz sem bolj te naštevala. Aha, no vem, vidiš, se to je nekaj, kar jaz sploh ne ločam, ne? Mislim, se je tudi ta izkoristek, zdaj ne vem procentih povedati, ampak izkoristek nekega kvalitetnega kamna, ki ga pol ti kot kupec ali pa kamnosek dobiš, v smislu, da je res dobra kvaliteta, da lahko z tega nekaj narediš, je dokaj majhna, ne? Ni, da je vsak kos, ki ga oni vzamejo ven, da je super, pač ni. Ful je razpok, ful je nekih stvari, ki niso Ja, se ne vem, a imamo mi sploh kakšen, ali smo imeli kakšen kamnolom, ki bi take velike bloke sploh lahko dobil? Ker ja, vidiš Marmor kakšne. ima kar konkretne bloke, tudi Povir verjetno. Sem Povirju v resnici, niti ne, če sem bila prav tam not. Kaj misliš kot konkretno velike bloke? Več to so, ne vem, večmetrske zadeve. To so prav bloki. Ja, to sem mislil, po internetu vidiš kamnolome, ki imaš pač nekaj 10 metrov tudi velike krose, ki lahko dobijo ven iz tega področja, recimo, ne? Dobro, 10 metrskih mislim, da ni, no, pri nas, po mojem. Ja, ne se pravim, pri nas ni, ne, ampak ne. Zdaj, lahko, da ziher je še kakšen, ki se ga zdaj ne spomnim, ampak v osnovi. A veš, če hočeš narediti, ne vem, 2 metra velik kip, rabiš 2 metra velik kamen. Ja, mislim, Marmor Sežana ima, mislim, da 4 kamnolome
za 4 različne vrste kamna tudi imajo. No. Ampak zdaj ti bi vedela točno povedati, kakšne velike bloke imajo ali ne. Ampak oni načeloma pri njih, če hočeš nekaj nadstandardnega večjega kot oni, ker oni tudi na neke svoje omejitve verjetno ali pa na neke standarde režejo te bloke. Ne. Če hočeš ti nekaj, kar je večje od tega, mislim, če se ne motim, je, koliko so mi rekli zadnjič. Delala sem neko ponudbo za nek kos, za neko skulpturo, ki bi naj bila 1,5 metra v premeru, pa nek meter višine. In so rekli, da to bi še kao šlo skozi, pač 1,5 metra varianta, da to je ok, da če hočeš karkoli ful več, je pol že to mal kostiumet, oziroma moraš malo čakati, da sploh tak kos dobijo, ne. Ni, da je to na zalogi. V Sloveniji, kjer vse kamnine imamo, ki so vredne takega kamnoseka? Torej, vsaj te glavne, torej, ok, imamo ta apnenc, imamo marmor. Kamnolom marmorja v Sloveniji sploh ni več delujoč. Bil je na Pohorju nekje, enkrat smo šli na ekskurzijo, ampak se ne spomnim točno sploh, po katerih poteh smo hodili, kaj je bila ful megla tisti dan. Skratka, bil je kamnolom marmorja v Sloveniji, ampak je bil že z časa Rimljanov in so ga že takrat skoraj spraznili, ker ni bila neka velika, ni bilo dosti marmorja. No. Tako da marmor, jaz še vedno ne razumem, zakaj se vse to podjetje imenujejo marmor, ker to ni zares marmor. Vprašati, zakaj se marmor imenujejo, kopljajo pa veš kaj, ful rečejo lokalci oziroma Krašovci oziroma še verjetno kjera druga regija, rečejo temu apnencu marmor, zdaj ne vem zakaj, ampak pač čist pravilno geološko to ni marmor. Ja. Ni pa to marmor. V Sloveniji pač tisti nek ostanek, ki je nekje na Pohorju iz tega rimskega kamnoloma. Ok, kaj pa granit? Ja, to je tudi tam na pohorskem delu. A to je kamen, ki je tako za delati fancy stvari ali je to bolj za kocke, za otla? Bolj to, ja. Mislim, ful je tudi različnih vrst granita po svetu in jaz iskreno nisem delala še z granita, tudi zaradi tega, ker je čist drugo orodje kot za apnenc pa za marmor. Ampak sem videla ful enih skulptur, ki se delajo z granita, lahko tudi, da ni granit pač isto kot granit, nek drug granit in pol znam ti zdaj povedati, ali je to res stvar, s katero bi se lahko kaj naredilo, pa se pač ne, ali je to res toliko trdo, da se ne dela z tega. Aha, trši je, zato bi rabila drugo. Mislim, drugačna sestava, drugačno orodje pol za to, ja. Ampak v osnovi granit je bolj trd kot apnenc ali pa, ne vem, peščenjak, marmor, take zadeve. Zanimivo, kaj bi rekel, da je marmor tako. Marmor je v bistvu, mislim, vsaj te marmori, ki sem jaz nekaj probavala delati z njih, so mehkejši kot apnenc kraški. Kraški apnenc je kar tak. Ful je zanimivo, ko greš kam okrog, pa rečeš, da delaš iz apnenca. Pa tudi recimo v Angliji sem videla milijon nekih vrst apnenca in pol so me spraševali, kakšen kamen imate, povi, ker jaz sem bila ful tako, wow, to je ful mehko. In pol, ko sem povedala, da mislim, celo prinesla pol, ko sem odhajala iz Anglije, iz tega praktičnega izobraževanja, je moj takratni fant pač prišel po mene z avtom in smo neke kose prenesli zraven, pač za vzorec, kao, to je pa naš kamen. In so bili vsi tako, wow, ok, to je ful bolj trdo kot pač njihovi. Čeprav hkrati pa prva stvar, ki se jo naučiš o apnencu, je, da ga voda basically stopi. Ja, skozi čas, dolg čas. Ja, ampak se veš, voda, tiha bregove dere. Ja, odvisno kaj, ne? Se veš, vsaka stvar ima nekaj, kar ji ne odgovarja in kar jo lahko uniči, ne? Kriptonit. Yes. A pol si ta oseba, ki hodi po mestih pa gleda kamnita tla pa stavbe, pa se jih dotika, pa je tako Ja, dostikrat sem ta weirdo. Pa tako, ne, sam 20 kil imam omejen, da prinesem vzorce nazaj. Kaj bo pokradla pol stavbe domov? Ne, sam tako, gre v neko, gre na neka delavnica, neka izmenjava, nek studio, pa tako, ko sva si midva danes vsak en svoj kos vzela, ne, tako si ona vzame, pa troga potem domov. Če kakšna je pa cena tega kamna? Prej si rekla, da ti kakšne te ostanke pogosto pobereš, zato ker pač izdeluješ predmete, ki so pač neke obvladljive velikosti in so to za nekega tvojega prijatelja kamnoseka odpadki. Če bi pa ti hotela zdaj neko srednje konkretno stvar narediti, pa bi mogla kupiti kos kamna, kakšna je ta cena recimo za ta tvoj apnenc? Lahko povem okvirno ceno za pač
kamen rezan na določeno dimenzijo. Kraški apnenski je repen, je bolj trd, bolj kvaliteten, bolj obstojen. Je okrog 3500 evrov na kubični meter plus davek. In ta cenejši oziroma ta lipica Fiorito, lipica Unito, malo mehkejši apnenc je pa 3000, nekaj takega. To je zdaj tak ful abstraktno. Zdaj, to si zračunaš, ne vem, neko ploščo ali karkoli rabiš, zračunaš volumen in pomnožiš pol s tem in dobiš pač neko ceno. Ampak recimo ti lahko prideš po ta kos in vidiš, da je, ne vem, neenakomeren, da je, a se gleda kaj tako, ne vem, da ima kakšne napake ali pa da je tričetrt ta trd, ki si rekla, pa se pa zraven mal, I do the thing. Ne, pol načeloma tega ne dajo ven, ne. Mislim, se to bi že oni videli, da ni okej. Aha, pol pač prodajo ti BP kos kamna, tazga, kot ga naročiš. Ampak enkrat so mi rekli eno ful zanimivo stvar, ravno ta podjetje Marmor. So enkrat dobili en ful krasen blok kamna, nek ful velik kos in od nazunaj ni kazalo, da je karkoli narobe, so bili tako, wow, to je najlepši kos, ki smo ga kdajkoli pridelali, nobenih razpokic, nobenih žil, nič ni bilo vidno na nobeni stranici od tega bloka. In so ga celo pelali na ta sejem v Verono, Marmomak, kaj pač, vse oni so večkrat tam imeli stojnice in to. In tja dejansko prepelajo kamne, bloke kamnov iz vsega sveta. In oni so ta kamen peljali tja in to je bilo tam in wow, kakšen kos kamna, super. Pol so ga menda peljali nazaj, ki ga niso prodali ali nekaj tajega, skratka. Pol so imeli neko silo, ki so rabili, pač te kamne načeloma pol na neke standardne debeline žagajo z gaterjem. Gater je pa v bistvu, kot da bi pomnožil, mislim, na določen razmak so razdeljene te kao žagini listi recimo in pač cel blok istočasno reže na, ne vem, 10, 20, ne vem koliko plošč, pač, če si predstavljaš. Aha, kukarun grizli za papirja, ki ga razreže. No, nek tak način, sam ful bolj počasi, pa s ful vode, pa okej. No, v glavnem, in so pač tisti blok imeli nekje in ga niso hoteli zares za to razrezati, ker jim je bilo škoda pač ga razrezati, ampak so kao imeli neko silo in niso, ne vem, v glavnem. In so pol tisti kos kamno razrezali in so ugotovili, da v resnici ni bilo not čist nič uporabnega. Ampak je lukna ali kaj? Ja, varianta, vse je luknasto, vse ne vem kako. V glavnem njim je uspelo pač zrezati ven, uspelo, posrečilo, kakorkoli. Blok kamna, ki je na zunaj izgledal perfekten in notranjosti iz tistega bloka so pol dobili mogoče par plošč uporabnih. Not je bilo pa pač vse. Tako da, ja, lahko konc koncev dobiš tudi kos kamna, ki izgleda super, pa ga ti pol razrežeš ali pa klešeš, pa se kaj not pojavi. Ampak pri nekih teh obvladljivih velikostih v osnovi načeloma se to ne dogaja, no, ali jih pogosto. Ker itak se znajo določiti, kaj je kvalitetno in kaj ti dajo naprej. Zdaj se prav sprašujem, ne, glede na to, da so pač to taki veliki kosi, da verjetno neka industrija obstaja, ne, bi me čudilo, da ne obstaja noben način, kako bi ti sondiral kamen, da bi preveril, če je noter. A veš, zdaj s sodobno tehnologijo se da marsikaj. Ne vem, že za morsko dno imamo sonarje, ker lahko v bistvu vidiš tudi neki površen, kaj se dogaja. Zdaj, verjetno CT ne bi šel, ampak mogoče kakšno drugo sondiranje, da bi videl vsaj gostoto kamna notri, bi pa verjetno obstaja. To sigurno obstaja, ne vem, ampak sigurno obstaja. Vem, da pač se pravim, ko sem prej rekla, da se odločijo, kje kopljajo in kam. To so celi načrti, to se pač prej preveri, kje se koplje kamen. Zdaj, da bi pa vsak blok preverjali. Ne, mislim, govorim se, a veš, dobiš en tak lep kos, ne, pa bi ga res rad prodal, pa bi ga prodal tak, kot je in nočeš, da potem dobiš, nočeš potem imeti to presenečenje, da ko enkrat prodaš za ne vem koliko 10,000 evrov in ti uni reče, in tako, ja, žal prodali ste mi prazen kamen. Mislim, ni da je prazen, sam pač, štekam. Ne, mislim, sigurno obstaja, pa bi bilo verjetno čist cool, če greš kupiti ti nek blok, ki je ogromen, valjda hočeš, da je okej, ne, sam. Mislim, če samo, tudi če ti dajo garancijo, da ti bojo povrnili denar, že samo transport in vse, kar pride zraven, je kar problem, ne? Ja, absolutno, se strinjam. To bi bilo kar fajn. Kako pa se transportira tak kamen v nekih večjih količinah? Recimo, kako so tazga, ko si ga glihkar omenila, pelali v Verono? Ja, to so pač kamioni, ki imajo zraven celo kakšne roke, ki pač sam lahko dvigne gor. Zdaj odvisno spet, kak kamion je s kako nosilnostjo te pač roke tega dvigala. Imaš ene, ki so čist mičkeni, pa imajo nosilnost, ne vem, tonov, imaš ene, ki
ker so ogromni kamioni, pa pač zbereš takega, ki ti paše na kamen ali kaj. Twingo, ne smo slišali. Je tudi opcija. Twingo. Ne vsega izdati pismo. Se ne vemo, če ga Se Twingo. prav spomnim, ko je v Cokrarni, ko je bila ena ta skupinska razstava in je bilo eno video delo, kako so steber z ladjo. To je bil pa, zdaj ne vem, če bom prav izgovorila, ampak Adrian Paki, ne vem, pa ACCI, da se piše. Sem videla, ja, ful zanimivo delo. Kako so tudi na ladji ga še finiširali, ne? V bistvu so ga celega naredili na ladji. Ja. To je bil cel projekt, ki je v bistvu med transportno potjo na ladji so naredili cel steber, ja. Ja, ker pač se jim to bolj splača, ga iz Kitajske. Za tiste, ki ne vejo, tako kot jaz, dajte malo več povedati o tem. Pač video je naredil ta umetnik. Posnel je transport, kot da bi hotel en korinski velik, visok, kaj marmorni, ne vem, steber. So pač, ne vem, ga kupili v Evropi. Iz Kitajske so ga naročili. In potem je cel posnetek na tej napol letalno nosilki ladji, ali kaj, kako ta steber pluje iz Kitajske počasi do Evrope, Evrope. In štartajo pač z surovim blokom in potem ga te delavci Kitajci tekom celega transporta po oceanu in morjih klešajo. In je v bistvu, kako se v resnici mende, da se ti bolj splača tako veliko stvar pa zahtevno naročiti na Kitajskem, pa ti jo lepo Kitajci sklešajo, dokler ladja z vsem stalim šitom ne pride na destinacijo, kakor da bi ti v Evropi šel pa naročil, da ti to Evropejci naredijo, ne. Sam jaz mislim, da to ni, da je to praksa. Jaz mislim, da je to bil pač tak projekt umetniški, ker tudi ti steber je bil na pritličju Cokrarne, če se spomniš. Je bil steber in video je bil pol zgoraj. Jaz mislim, da to ni lih praksa, da ti to med transportom delajo, ampak je pa bil pač ful zanimiv primer tega, ja, da je očitno lažje in boljše, mislim, nekomu, no, odvisno komu. Narediti to, da ti po poti naredijo. Mislim, tako ful zanimivo. Pač izkoristiš tisti del poti ali kaj, zato da ga izdelajo. Ker tudi v bistvu to je bil stvar nekako recimo naročiti stvar iz določenega kamna, če ga pač ni na tvojem kontinentu, ne? Sej nekako je to treba, ne? Vse ta podjetja, ki smo omenili, vsi te kamnolomi, oni tako dobavljajo tudi druge vrste kamna. No, to sem tudi hotela vprašati, če se nek uvoz tudi dogaja in recimo kaj je, kjer kamen se najbolj uvaža, da je recimo full hot stuff. To ne vem, ker se ne glih spuščam v te stvari, ampak mislim, ti lahko dobiš načeloma pač karkoli hočeš, ne? Če plačaš, če naročiš. Prej smo bili v delavnici, imate to vodo pa te slapove povsod, ne? Ampak vseeno prostor rata zaprešen in če ti recimo tudi ročno brusiš, a je to ne vem, vdihavanje tega prahu pa to, a je to kaj nevarno delo ali je to nekaj, kar se navadaš, kar je okej, ali je... Mislim, ni zdaj toliko nevarno, da boš umrl, če vdihneš malo tega praha, ni pa fajn, če delaš to vsak dan, pa ne nosiš maske, pa non-stop to vdihuješ. Sicer spet apnenc ni spet toliko nevaren kot kakšne druge vrste, ampak ja, jaz imam večinoma kar vedno masko. Na začetku mi je bilo grozno imeti masko, ker se pač nisem navadila tega občutka, ko imaš nekaj na sebi in malo težje dihaš. Zdaj pa mi je v bistvu toliko čudno, da če nekaj hočem na hitro sam pobrusiti, pa se malo tam, ali pa nekaj hitro odrezati, pa se praši, pa mi je že tak, ni mi cool dihati tega. Pač ful je. Mislim, imaš pa tudi ljudi, ki si nikoli ne dajo maske, to so te kakšni stari komnoseki, ko pač, vse je cool. Sam, ja, se ti kar nabira. Se izračaš. No, ko prej, ko smo bili v delavnici, si nama z Jernejem pokazala in si odrezala en kos kamna in v bistvu kar neka ta cirkularka vibe, ne, pač postaviš pa žago čez potegneš in tako pol zraven na voda šprica, ne, zato da se ta prah sproti dol poseda, pa te žagice imajo noter diamante, si nama pokazala, kako so, mislim, no, to si zelo ful predstavljaš, ko samo ni fancy diamantki, tako gor na žagi, ne, ampak v bistvu so tako ukomponirani v rob, pa še noter na samo ploske v žage, ne, da se dejansko lahko z žago reže kamen. Fascinantno. Mislim, se pravim, te stvari, ki so načeloma pač ročne z nekimi temi kotnimi brusilkami, pa to obstajajo tudi vodne, pač zraven daš, ne vem, je priključek za vodo, pa se takrat valjda manj praši, pa je boljš, sam po drugi strani pa moraš imeti po drugih stvari pol še neke odtoke in neke zadeve. Teda načeloma te stvari so pol ročna delava je pač na suho, ne. Neke te večje stvari zažagati, pa se vse dela z vodo, ne. Tudi poliranje in take valjda. Pol je boljše za tebe, če delaš z vodo v resnici, ker ti pobira v stran ta prah. So pa pol druge, se rekla že, pomanjkljivosti tega, ker moraš imeti pa prostor prilagojen pol za neko vodno obdelavo.
danes je en kup strojev, ne, da se stvari naredijo hitreje. V delavnici sem videl, da imate tudi dost ročnih orodij. Kdaj posežeš po ročnih orodjih in do kire mere delaš recimo za stroji? A je kakšna prednost delati na roko sploh? Ali bi šlo vse stroje, če bi imela primerne stroje? Zdaj mi najprej povej, kaj je za tebe še ročna obdelava. A je to pač samo dleto in kladivo pa špica, ali šteješ pod ročno obdelavo tudi to, da delaš skotno brusilko recimo? Če ima bzz. To je za tebe že stroj. Če je elektrika, je stroj. Okay. Mislim, za mene je tudi karkoli držimo od orodja električnega ali pa pneumatskega v svojih rokah, je to za mene ročna obdelava. Ker pač še vseeno v primerjavi s kakšnimi CNC stroji in drugimi stvarmi, še vseeno sem jaz tista, ki vodi orodje. To je za mene še vseeno ročno. Ampak ja, si vprašal za tiste res ročno orodje. Ja, mislim, ena razlika v hitrosti dela je, ne? Ja, v vsakem sigurno. primeru. Če delaš z letom in s kladivom, da bi sklesala cel kos kamna v kip, bi trajalo dolgo. Ja, absolutno predolgo. Ampak, ko pa priješ do teh finih detajlov, ne? Zdaj imamo kup orodij, imaš razne dremlje tudi, ki se jih da verjetno uporabljati. A je sploh potem kakšna prednost, da bi recimo še delal karkoli z starimi klasičnimi orodji? Po moje ja, sem spet odvisno zakaj. Tako kot sem prej govorila o teh črkah in teh stvareh ali pa nekih reliefih ali pa nekih vzorcih, ki so klesani ročno. Ful vidiš, da je to res klesano, da to ni nekaj odrezano, ne vem, ali pa malo porezano pa popraskano s fleksarco ali nekaj, da pač res vidiš, da je to bilo klesano. Pa da vidiš sledi teh udarcev recimo. To je pač meni ful plus. Zato, Kako si že rekla, da se reče temu, ko udarjaš pa so pol pikce? Štokana površina. Aha, ja. Orodje je pa zobato kladivo ali bočarda. In pol ti se tak relief dobiš, pa tako malo belo se kot da je pozna. malo groba površina, kot da je napikana. To je isto, kot imajo te kraški. Ja. se že Jerte reče? in te, Ja, to je, v bistvu hvala. pač okrog oken in okrog vrat klesane. Ampak to je bilo ful zanimivo, ker recimo zdaj, če hočemo tak videz, vzamemo rezan kos kamna, pa ga malo poštokamo, pa zgleda take obdelave, malo grobe, malo napikane, bolj bele, ker je pač ni toliko fino. Včasih je pa to bila ena od faz klesanja, ne? Aha, torej ni zaradi izgleda, je zaradi procesa. Tako. Pač oni so morali to dejansko sklesati ven, ne? Oni niso nažagali, ne vem, 2 metra za, ne vem, 20 stebra, pač tega dela recimo za okrog vrata in oken. Oni so pač to klesali iz nepravilne oblike in najprej so z nekimi grobimi špicami in odbijači tolkli stran čim večje kose, da so pač čim bolj zravnali površino, in pol je bila ta bočarda oziroma to zobato kladivo, da so čim bolj poravnali, dobili neko ravno linijo. In tu zdaj je pol načeloma končalo. Ne? Pač so zavarovali še rob z dletom, da je pač ravno, da ne odleti, in pol so pač to poštokali. In to je bilo takrat, se pravi, neka končna obdelava v tem procesu ročne obdelave. Mi pa zdaj v bistvu samo ustvarjamo neki zgled s tem, ko površino poštokamo. Ker je zdaj lažje dati na cirkularko in zrezati in pol poštokati. Ne. Teda to so take, ja. Samo še vseeno, recimo, če daš ti strojno štokanje ali pa daš ta štokavc na, ne vem, pneumatsko kladivo, pa ga ti vseeno ročno vodiš, pa poštokaš površino, je vseeno drugačno, kot če ti s kladivom delaš. To se dejansko opazi razlika. Pač ono je vse ful bolj enotno, kot da bi res nek stroj naredil. In če delaš dejansko s tem kladivom, je, pač vidi se dejansko skoraj vsak udarec. Pač ni toliko enakomerno, ni toliko, kako bi rekla, zdrobljeno. Je pač bolj tak. Tudi moč udarca je drugačna. Seveda. Vsak udarec je pa malo drugačen. Ja. Ampak teoretično bi lahko to površino takrat tudi zgradili, ne? Če bi si želeli. Ja. Zdaj se sprašujem, je to bilo samo za prešparati cajt ali je mogoče tudi kakšna praktična uporaba se izkazala? To zdaj ne vem, ampak po moje je že to vzelo fulenga cajta, da po moje noben ni hotel jih polirati še pol tega, ne? Ker bi mogel še dejansko, to je zihar še vsej par milimetrov razlike po celi površini, to so pa pol že stvari za brusiti in gladiti, mislim, to je pol že po moje bolj tega praktičnega, no. Zdaj pa sam še estetsko. Zdaj pa se, ja, poustvarja to, da zgleda take. Zdaj gledam na tvojem Instagramu recimo ta kos, ki nosi naslov Rast, ki je tak cel, ki je tako nek tulc, pole pa na vrh cel tak zluknječast serast. Koliko je zdaj to ročno in koliko ni ročno? Ker to zdaj, jaz si to sploh ne predstavljam, kako to... Kako do tega pride? Kako do tega pride, pač, a veš, ni to plastelin pizda, ne moreš kar tako malo tukaj pa tukaj bom takole, pa pol je ful tanko vmes, pa lukne so, pa... Meni je ful zanimivo, ker pač meni je to toliko postalo skoraj vsak dan, da pač pozabljam na to, da to ljudje si ne predstavljajo, kako je to narejeno. Ampak ta kos je
nastal na enem simpoziju v Avstriji, blizu Beljaka. Tam smo si lahko zbrali neke kose kamna, z katerih smo pač hoteli delati, oziroma iz katerega, običajno enega. Ampak jaz nisem hotela iti na neko full maso, full nek volumen, ampak sem hotela neke take bolj tanke zadeve delati. In so slučajno imeli tam nažagane neke kose, dolge kose marmorja. In sem se pol zdelala zato, da sem dobila 2 taka kosa, ki sta bila pač že žagana. In sem pol iz nekega kvadra, torej dolgega oskega kvadra z kotno brusilko pa z diamantnimi diski pač naredila to zaobljeno obliko, pa to, da se gor proti vrhu malo širi. Pol, ko sem pa to naredila, sem pa začela dolbst pa vrtati pa pač tanjšati zgornji del. Pa sem tudi razmišljala o tem, da če to zunaj stoji, da se nabira nad voda in se ne sme nabirati nad voda, ker lahko po zimi pol to nastane led in poči in mora tudi teči voda ven in pol so ene lukence pač skozi narejene, da to odteka proces. Še nekaj bi se tle prav dotaknil, ker tle, če so lukence, pa imaš take tanke stvari to. Kakšen je odnos v kamnoseštvu oziroma v izdelavi delu s kamnom do napak? Prej ali slej gre kaj narobe, se ti kaj odkruši, ki se ne bi smelo. A je zdaj v enih poklicih je enostavno, pač daš vse na kup, vrže stran in začne znova. Pri kamnu, majhen kos, malo cajta dela, sklepam, da je isto, ampak pa dela z večjim kosom, nekaj pač tega res več. Kako se s tem ubadaš? A greš popravljati, a sam popizdiš in greš domov in se ne vrneš v delavnico 3 dni? In pol čez 3 dni narediš novega. Moj odgovor bo spet isti. Pač ful odvisno, kaj je ta stvar. Zato, ker če lahko ti na nek način popraviš, da se to ne bo videlo, pol greš popraviti, da ne boš delal vsega znova. Če lahko tudi, če je neka taka obdelava ali pa se pač nekako odlomi, da to ni na nekem full vidnem delu, lahko tudi lepiš, konc koncev. Spet odvisno zdaj, ne, kaj je ta zadeva. Ampak v osnovi, če mora biti nekaj full natančno, ali pa je to, ne vem, neka polica, pa se nek rob odkruši, ali boš pobral tistih par milimetrov stran, pa bo toliko krajša, samo če je to dopustno ali ne, ali pa narediš novo, ne. Zdaj, pri neki skulpturi pa je valjda od tebe odvisno, ali to pol spelješ. Zdaj, če delaš res neko perfektno formo, ne vem, nekaj ful abstraktnega, ful perfektno poliranega z nekimi robovi, Pol, če se ti ful odbije, valjda ne boš imel tiste špranje odlepila vidne, verjetno, no, ne vem. Če pa delaš neko zadevo, ko je malo bolj prosta, pa lahko malo več pobrusiš, ali malo drugače spelješ neko formo, pa pač se odbije, pa narediš nekaj novega z tega. Kakšen je pa odnos, tako je kakšen strah, kdaj, ko delaš kaj preciznega? Na začetku ful. Na začetku sem se ful bala tega, ker mi je bilo že vsaka, že tudi če sem probala neko črko klesati ali pa nekaj, sem tako, kaj če se to odbije, pa ful sem bila tak, sem dobila to ploščo kamna, ki je, ne vem, 20 cm za 20 cm za 3 cm debeline in sem tako, veš kaj sem dobila, to zdaj moram ful čuvati, pač to zdaj moram res ful dobro narediti. Dobro, itak trataš boljši, bolj se navadiš, ti je manj napak delaš prvo kot prvo, drugo pa mogoče se manj pač bojiš sploh to delati in tudi veš, da če boš pač nekaj se zgodiš, če se bo nekaj zgodilo, boš pač dobil drug kos, ne? Ni da je tisto edini kos, ki si ga imel. To že, ampak v določenih poklicih, ne vem, steklo je tako, ki se ti rado zalomi, pa pač pri steklu se moraš navaditi, da prej slej, ko boš kaj pihal, ko boš kaj skušal skupaj zalimati, bo padlo in bo šel cel kos. In boš mogel ali začeti od začetka, ali pa pač samo veš, steklo ti lahko v teoriji stopiš nazaj, ne? Isto je z glino. Material že stopiš nazaj, ne? Samo ne dobiš pa dela nazaj. Ja, sem sklepal, vse zgubiš. Mislim, ne moreš kamna. Mislim, glej, lahko se ti pravim, če je to neka večja stvar, pa se ti nekaj malega odbije, pa greš delati na novo, lahko do tisti kos pa za nekaj drugega porabiš. Kakšna pa je trpežnost kamna, tega, s katerim ti delaš največ, recimo. Prej sva se pogovarjali o tem, da če ga ne zaščitiš, a ne, da ga, ne vem, nek gnil kivi ga že lahko malo načne. Ja, res je. Kisline, neke kisle snovi ga apnenec kar hitro poberejo, mu naredijo vdolbinice ali pa kaj tajega. Vse zato sem pol tudi, ali pa recimo solna kislina, ki sem jo dostikrat uporabljala v preteklih letih za neke eksperimente. Pa to. Solna kislina je stvar, ki jo kupiš skoraj v vsaki trgovini in je zapucati pač vodni kamen iz, ne vem, WC-ja, iz umivalnika in v bistvu ful močno topi apnenec. Tako da pol ga lahko tudi uporabljaš, da kaj, ne vem, dobiš kakšne vzorce, kaj izoblikuješ ali pa kaj tazga?
Iz tega? Ja, da bi tako seveda. v bistvu... Mislim, lahko ti recimo, ne vem, če sta prej videla tam v delavnici, so bili neki podstavki kao tam za posodo iz, niti ne vem, kdo jih je delal, nekdo od študentov verjetno. Ko je pač nek vzorček gor na eni plošči, tisto je bilo, ne vem, neka nalepka, porezano ven nek vzorec in ti kislino daš pač samo na tisto zadevo in je pač neka pojedkana oblika, ki si jo ti zadal. Jaz sem pa šla bolj takrat v tistih mojih projektih bolj v neke kapljalne sisteme, ko se je v bistvu na eno isto točko so kapljale kapljice kisline, pa so pač počasi, ne vem, razjedale kamen, naredile luknjo skozi, take. Ali pa, ne vem, sem potapljala neke koščke iste velikosti večkrat, pa pač dobila neko lestvico tega izginjanja, propadanja materijala, take zadeve, no. S čim pa bi fiksirala oziroma zaščitila kamen, da se to ne bi zgodilo, da jaz lahko dam gnil kivi gor? Lahko daš gnil kivi na kamen, ki je premazanska, ki v bistvu zelo premazi, ker so na neki nanotehnologiji temeljijo in so pač neka ful drobna. Mislim, eden je recimo, če lahko delam reklamo, Nanoprotect od Samsung Kamnika. Pač to so materijali, ki so, ne vem, za beton, pa za kamen, pa za opeke, ko v bistvu premažeš in to kamen v bistvu absorbira in mu zapre te mikro porice do te mere, da dejansko, če daš ti pol kapljico vode gor, tista kapljica lebdi na tisti površini. Veš, ono, kot da bi imela kot ta premaz za šipe, za avto, recimo. Veš, ko ti drsijo pol kapljice stran. S tem lahko premažeš. Lahko premažeš tudi... Mislim, recimo ta Nanoprotect je tak premaz, da ti v bistvu premažeš kamen, pa ne spremeni njegovega videza. Imaš pa take, ki, ne vem, naredijo svetleč videz, imaš take, ki kao da je polirano, recimo. Imaš take, ki... Tako malo glazura, emailirana vibe. Ja, v bistvu, izgleda, kot da bi bil moker kamen, recimo, je pa premazan. Lahko pa tudi, ne vem, Krašovci bi rekli, da recimo, če je nekdo naredil neko stojalo za pršut, ne, da tisti del, ki je kamnit, pač premažeš z oljem ali pa z enim kosom pršuta in se s tisto mastjo pač prepoji in je to to, ne. To tudi torej, funkcionira. tudi neko olje, neka mast, neke take stvari. Kako je pa recimo, ko narediš nek kiparski izdelek, zahteva kakšno preparacijo, da ga lahko ti daš od sebe ali pač izklešeš, počistiš, oddaš? Jaz načeloma stvari, če so namenjene temu, da se jih bo tikalo in so manjše, recimo, ker veš, da bi bile dosti po rokah ali pa kaj, jih premažem s tem premazom, ker ni viden, pač ne spremeni površine, ampak to samo zato, ker skoraj nikoli ne delam prav poliranih stvari in recimo, če je površina ful polirana, se ne bo poznalo, če boš ti z nekimi rahlo mastnimi rokami se dotaknil tiste površine, ne bo lih ful videti. Če pa imaš ti kamen brušen malo bolj grobo ali pa da je neka ful grobo odbita površina, pa se boš, ne vem, namazal s kremo, pa boš čez pol ure taknil kamen, pa bo ful videti tisti flek masten, ne. In pol zaradi tega dam dostikrat ta premaz, ki ne spremeni videza, ne pušča pa potem nekih teh sledi. Čeprav recimo neke stvari, ki so pa mišljene za zunaj, pa tudi mogoče ne, no. Pač pustim, recimo, da se... če delaš kakšne manjše izdelke, ki so uporabne vrednosti, bi jih premazala, če pa nekaj, ki... Ja, recimo tisto, kar si prej omenila, tisti rast, tisti dva marmorna pokončna kipa. Tisto recimo nisem nič premazala in sta zdaj bila dobre 2 leti zunaj tam v Avstriji, zdaj sem ga preselila v Rižovce pri Ljutomeru, ker je tam bil festival Repanonija in je v sklopu tega bil to kip postavljen zunaj pač kot neka postavitev in bo načeloma ostal tam, dokler se ne najdem neke druge lokacije. In je bil 2 leti tam v Avstriji zunaj in je dobil ful nekih teh pač malo patine, malo teh od dežja skozi te luknice, nekaj pač malo se omaže, malo dobi neko to, malo ga načne duh časa. Ki si tako lepo omenila neko delo predstavljeno v javnosti, bi se mogoče dotaknil tudi tega načina razstavljanja, odnosa tvojega do dela, a je v javnem prostoru, a je v galeriji in sploh tudi koliko možnosti imaš ti kot nekdo, ki dela bolj kiparska dela za razstavljanje v Sloveniji. Zdaj ne za neko javno postavitev, za neko naročilo, ampak čisto tako, ne vem, v galeriji, tako kot je recimo bilo zdaj v Alcatrazu pa v Murski Soboti, ne? Je to mi je zdaj ful težko odgovoriti, ker jaz načeloma vse možnosti, ki sem jih dobila za razstavljanje, so bile ali prek sežanske šole, ali prek akademije, ali prek nekih dobesedno prijateljev, znancev, ki so pač vedeli, kaj delam, pa so me povabili zraven kakemu projektu, ali pa ta natečaj, ki je bil bolj od moja diploma v Sežani, recimo. To je tudi bilo v bistvu natečaj v
za študente sežanske šole, ki je bilo povezovanje občine pa šole, pa pač Marmorja Sežana za to. Tako da mi je ful težko reči zdaj, na kak način priti do tega, ampak do zdaj se je nekako skozi šlo. Skozi je nekdo rekel, da bi sodelovala, bi bila zraven pri razstavah recimo. Za javne pa, ja, tista ta prva je bila dejansko, kot sem že omenila, ja, ta natečaj za prek sežanske šole. Dobro, Mitski park je bil pač dejansko moja služba in je bilo že v štartu mišljeno, da so to stvari v javnem prostoru oziroma po teh sprehajalno-kolesarskih poteh. Ta tretja iz Avstrije je pa tudi čist tak, da so me povabili na simpozij, pa je zdaj slučajno bila prilika, da jo pripeljem nazaj in sem jo pripeljala v Slovenijo na ta festival. Tako verjetno je neka razlika v tem, če ti razmišljaš, da bo tvoje kiparsko delo razstavljeno v galeriji, ne, kjer običajno pač veljajo pravila, da je to pač nek kipec na nekem pediestalu, na nekem podstavku, da mora biti dostopno, da se ga z vseh strani pogleda, da se ga ponavadi ne dotika, ne, ampak to v bistvu zdaj ni v skladu s temi kiparskimi deli tvojimi, ki so bili dejansko na teh razstavah, kjer se jih je pa v resnici ali dalo tikati, ali se je pa z njimi nekaj dogajalo, tako kot si rekla prej, da je kapljalo gor na kamen, da se je potem skozi v bistvu, da je lahko obiskovalec spremljal neko transformacijo umetniškega dela, ne. Mislim, poprav me, če se motim, ampak nek ta, da te recimo, ko se ukvarjate s kamnom ali pa mogoče tudi keramika, steklo, bolj te, kako bi rekla v narekovajih, obrtniške origin art forme, da je tako z eno nogo si vedno ven iz te napol sterilne galerijske kocke, ne, kjer je umetniški kos razumljen kot nekaj bolj special, kot mogoče je, ne. Sej po drugi strani, recimo ti hkrati, ko delaš neke svoje, ne vem, umetniške projekte, pa tako zraven prej, ko si nama kazala, ne, izdeluješ pač tudi te neke podstavke za mila, pa neke take zelo lične, minimalistične kocke, da se noter suho cvetje umesti na tak način. V glavnem gre za nek produkt, ki je mišljen za prodajo, ki jih narediš več, ne, in tako naprej. In je tukaj vedno neka druga miselnost, kot za nekoga, ki naredi nek unikaten kos vedno in samo za galerijski prostor, ki ga bo mogoče prodal, ampak je pa v glavnem mišljen, da je to pač nekaj občutljivega, ne. Že to je pri kamnu drugač, ne, ker ni toliko občutljiva stvar. No, sej za debatirati je, koliko je pa neka akrilna slika zares občutljiva, ampak recimo, ne, boh ne daj, da ti tikaš neke slike na razstavi, medtem ko pač kamen je pa le neka taka bolj obstojna, no, odvisno s čim jo tikaš, ne, stvar, težka. Ampak se v galeriji se tudi ne smeš dotikati kipa, ne? No sej, no, razen ko se ga lahko. Zdaj se navezujem na to razstavo v Alcatrazu. V javnosti pa ne moreš, ne, reči ljudem, ne se tikati tega kipa. Rata pa objekt, Rata pa Julija v Veroni, ne, ki pač tikaš njeno levo. Ko ima zlato joško, Tako. pač čist že. Ja, ki pač je za srečo kao. To so te bronasti kipi večinoma, ko je prav po nekem, kao če greš tja, moraš to narediti za srečo. se jih je kar dosti takih. Ful jih je takih, ja. Ali pa niso bili tako mišljeni sploh. Absolutno. Pa je slučajno je neka površina, ki je taka bolj naprej postavljena. Ne rabi biti niti nič posebnega. Pa se bojo ljudje dotaknili. Dotikali, ja, absolutno. Se me je to drugače ful zanimivo. Ja, prej, ko si govorila, da delam pač tudi neke druge stvari. Ja, ker sem najprej eno leto nazaj ful optimistično mislila, da bom lahko živela od tega, da bom delala skulpturce, pa jih bom dala v galerije, pa se bo to ful prodajalo. Pa se pač ne, valjda. Ampak v tistem obdobju, ne, malo bi se samo vrnil, ker si skušala bi dati stvari v galerije. Ja. Mislim, jaz ne vidim toliko galerijskih razstav, ki bi se sploh ukvarjali s kiparstvom v prvi vrsti. Ni toliko, kot je vsega ostalega. Ne? To je res, ja. Torej, že tukaj se mi zdi, da je neka priložnost, ki je dosti manjša, kot za neko, ne vem, vizualno umetnost, recimo. Kakšna je bila tvoja izkušnja, ko si skušala? Mislim, jaz sem recimo v galeriji Zala v Ljubljani. Načeloma so imeli, pa še imajo enih par mojih kosov, pač za prodajo oziroma na ogled. In to je bilo čisto spet slučajno, ker je ena sošolka, kolegica iz akademije enkrat šla na neko njihovo otvoritev in so se nekaj pogovarjali in so v bistvu pol njo povabili, če bi imela tam neke svoje stvari, svoje dela, in potem je, mislim, da so oni celo vprašali, če pozna koga bolj z kiparskega področja, pa je ona pol mene nekako priporočila in sem pol prišla v stik z njimi. Ful dolgo jim že obljubljam, da jim bom naredila en večji kip, pa jim ga še nisem, pa imam ful slavo vest zaradi tega. Ampak oni so dejansko rekli, da bi imeli en malo večji kamnit kip
da bi ga imeli v galeriji oziroma da bi ga dali kot pač prodajni kos, če bi ga kdo hotel. Tako da to je ena prilika, ki je zaenkrat nisem še izkoristila. Ni pa da, mislim, iskreno nisem tudi ful iskala, ne. Ampak recimo delaš stvari po naročilu. Naprimer, če bi jaz za svoj lep letni vrt poln dreves in mahu in z pondom, v katerem plavajo koji, želela nek kip nekega škrata, da ga jaz tja umestim, pa da pol čez leta mah gor zraste, recimo bi ti lahko rekla, točno tazga hočem, ta navdih, po naročilu. Pa ja, načeloma ja. Se pravim, da po moje neka ta ideja, da bom jaz delala vse po svojih zamislih, neke serije skulptur in da bom od tega živela, je malo utopična, ne. Tako da ja, delam tudi po naročilu, valjda. In delam tudi te manjše dekorativno uporabne stvari, ker pač ja, je to en način, da zaslužim nekaj, pa delam nekaj, kar mi je še vseeno blizu, pa znam, pa mi gre. Se malo bližamo načinu dela, kot ko smo se pogovarjali z tetovatorji z obupa, ne? Po naročilu pač kar prinese nekaj zaslužkov. Ja, Pač, sem pač po drugi strani pa sem ful razmišljala o tem, ker če sem ful iskrena, sem imela na začetku ful težave s tem, da bom zdaj delala neke vazice, pa neke milnike, pa ne vem, neke stvari. Ker sem bila ful tak, če začnem to delati, pol ne, sem kao ful propadla ali kaj, ne vem. Pač prodala si se. Tako, ja, sem se ful počutila, zdaj pa jaz delam neke stvari, ki niti približno niso neke umetniška dela ali ne vem kaj. In sem rabila ful nekaj časa, da sem pač nekako se pomirila s tem, da ja, pač delam tudi take stvari, zato ker vseeno moram nekako zaslužiti. Pač, mislim, ful rajši bi, da me nekdo pokliče pa mi reče, jaz imam tam tako si ti rekla, prej imam en vrt, pa bi rad eno skulpturo, pa če bi mi pustil malo proste roke, ful dobro, valjda naredim nekaj, ne. Ful rajši to. Ampak po drugi strani sem pa pol prav razmišljala, če mi mogoče ta stvar, ko delam bolj rutinsko neke serijske stvari za prodajo, neke manjše kose, dekorativno uporabne recimo, da mi to v resnici na nek način tudi paše, zaradi tega, ker ne morem cel mesec ali pa celo leto delati nekaj ful kreativnega in ful ne vem kakega. In se mi zdi, da če vmes delam neko rutinsko stvar, ki lahko vmes ko brusim ali pa vrtam lukne, čist nekaj drugega razmišljam, da mi to v resnici pride čist prav in mi paše, da je vmes nek odklop, da lahko pol druge stvari mogoče malo manj, mislim, kot da res lahko vmes razmišljam in mi potem ta drugi del, nek bolj kreativni del mogoče lažje steče. Čist tak, da je nek ravnovesje med enim pa drugim. Kako pa bi ocenila oziroma označila ta svoj kreativni del? Kaj te v bistvu zanima? Zelo različne stvari. V zadnjem času to dotikanje pa to, da je nekaj, da se še nekaj ekstra zraven zgodi, da ni samo nek kip, ki je pač zanimive oblike, pa bi ga hotel mogoče takniti, ampak da je tudi interaktiven ali kaj. Po drugi strani sem pa tudi začela delati neko čisto tako mini serijo nekih skulpturic, ki so si malo podobne med sabo, ampak to že spada malo bolj pod tisti del dekorativnega kiparstva, ali kaj bi temu rekla. Pač tudi tu se mi zdi, da imam fulkrat ene težave, ker se mi vedno zdi, da za nek umetniški projekt mora biti res ful nek koncept in ful neka zadeva zadaj in ful premišljeno in ne vem, ful nekaj novega moraš izumiti in se mi zdi, da je to da čutim kar nek pritisk, da karkoli bom naredila, da ne bo dovolj dobro ali kaj, ali pa zanimivo. In potem se počasih mislim pa dobro, in kaj je narobe, če naredim en objekt iz kamna, ki je pač samo estetski ali pa lep ali pa ne vem. To so stvari, ki jih fulkrat razmišljam. No. Mogoče se kar dotaknemo te razstave v Alcatrazu, ki je bila pred kratkim zaključena. To je eno tako kreativno delo, kjer gre za neko sorazmerno inovativni pristop, ni prav izključno kiparsko delo, ni izključno kamnoseško delo. Na razstavi je kar nekaj različnih del. Eno je, mislim, da z nekega silikona, česa takega narejeno, ne spomnim se. Potem si imela tudi eno vrečo, ki je notri v bistvu pesek z Ja, prah ki nastane od brušenja pa žaganja. Ja. Pa eno delo je bilo prav intermedijsko, ker je imelo notri še neko elektroniko, ki je spuščalo zvoke. Ja. Da mogoče povej, kako je sploh prišlo do tega, Intermedija. Ja. Wow. Lej spada. Te označbe, veš. Kako je lahko kamen intermedija. To je bilo v bistvu to neko zanimanje za dotikanje stvari, pa zato, da ti lahko nekaj obračaš ali pa stisneš ali pa, ne vem, pač kot gledalec
se dotikaš kiparskega dela. To se mi je zdelo vedno ful zanimivo. Še bolj pa sem o tem začela razmišljati, ko sem se po neki svoji dolgi poti šole in druge šole in vmes dela in tega odločila, da grem še na magisterij kiparstva. In potem sem se upisala tja in pol so nas čez 3 tedne zaprli, ker je bila korona. In sem bila tako, wow, cool, zdaj bom študirala kiparstvo na Zoomu. Mislim, to je bilo meni kar malo težko za prebaviti, ker sem ful taka, pač jaz ful moram nekaj delati z rokami, ker mi je to v bistvu ali kaj. Ful mi je težko biti, ne vem, pri miru z računalnikom 8 ur, to je meni nočna mora in moram skozi nekaj delati. V glavnem, in sem pol v tem cajtu začela razmišljati o tem, da ne prepoved dotika in prepoved bližine in takih stvari. In pol prva varianta tega razmišljanja so bile te moji poskusi z jedkanjem, raztapljanjem kamna s kislino, v smislu, da spreminjam material na daljavo, da se ga dobesedno jaz ne dotikam, pač samo sprožim neko to procesno, da se spreminja material. Druga varianta je bila pa ta, da je pač pomemben dotik, ne. Da neko stvar, ki jo ti vidiš pred sabo in ti vizualno daje nek vtis in pol se je dotakneš in je drugačna. Mal prilisičiš gledalca. In pač pol sem tudi prebrala eno knjigo prebrala sem eno knjigo z naslovom Dotik. In razlaga vse zelo tako, od tega, kakšne imamo mi receptorje na prstih, do tega, kako sploh poteka zaznavanje tipno, do drugih nekih zaznav, do ne vem, kako čutimo bolečino, bla, bla, bla. V glavnem ful enih stvari. In kako je pomembno recimo v prvih letih otrokovega življenja, da se ga ful dotika, da ima to bližino, da ima ta stik in kaj se zgodi, če tega ni in take stvari. No. In sem bila pa tako, ok, to mi je cool, ker sam pač nekako potrdi to, da mene dejansko res ful zanima neko to dotikanje materialov in stvari, ki so na razstavi recimo. Potem sem pa tuhtala v resnici, kako bi to najprej je bilo, mislim, za to razstavo je bilo ful enih verzij v moji glavi in na papirju. Ker najprej sem vedela, da pač hočem delati neke stvari, ki se na vtip drugačne kot vizualno. In potem sem šla najprej ful široko na ful nekih materialov raznoraznih in tuhtala res precej širše. Potem sem pa tudi zaradi neke časovne omejitve pa tega, da bi mogoče vseeno bila neka povezava med temi elementi, se pol odločila, da bo vseeno vse samo iz kamna ali pa iz praha, ki nastane iz brušenja kamna. In pol je bilo čisto tako, da sem si pisala neke ideje, kaj bi lahko te stvari bile in sem pol zbrala tiste, ki so se mi zdele najbolj zanimive in take, ki bi tudi mogoče res imele nek ta moment presenečenja. In ja, pol je nastalo to, da je tisti prvi kos, ki je bil na razstavi, je mišljen kot nek uvod, začetek tipanja in je bil ogrevan, je imel nadgrelec, je imel v bistvu pač višjo temperaturo, kot si je vajen oziroma kot jo imajo ostali objekti. Eden je bil kontra, je bil hlajen, je bil v zmrzovalniku in je pol zaradi tega ratal tudi moker, v bistvu pač kondens in to. Čak samo v zmrzovalniku je bil... Pred razstavo. Aha, in pa si ga ti tik pred otvrtijo dala ven. Ja, in dejansko sem peljala v galerijo en mali camping hladilnik, zmrzovalnik, v katerem sta 2 kosa, ker ne zdrži več kot 3 ure, da je pač res hladen. Mislim, ful hladen je res pač sam na začetku. Ampak tako po 3 urah še je neka razlika v temperaturi med tistim, ki je bil v zmrzovalniku in tistim, ki pač je na sobni temperaturi. In potem sem naredila 2 ful podobna elementa, zato da pač enega dajo zjutraj, mislim, dopoldan ven in pol čez 3 ure zamenjajo in dajo drugega. Ista velikost, ista površinska obdelava, vse, ampak na enem delu oba imata, mislim, to je bil tak malo, ful sem jemala to razstavo, te objekte tak malo na hecno, ker sem recimo za ta hladen objekt sem hotla, se verjetno to noben ni poštekal, sam meni se je zdelo zabavno, da je ta vzorec, ki je poglobljen, se pravi te reliefi, ki so ene take vdolbinice, da so v bistvu spominjajo malo na grelec, da pač tiste žice od grelca, ki so včasih bili recimo v kopalnici ali kaj, ki so pač žice zvite v ovinke. In sem pač neke take vzorce naredila okrog celega kosa, da je mogoče malo spominjalo na grelec, ampak je v bistvu hladen. Zakaj kocka? Ker so cute. Ker so cute. To vprašanje sem že dobila in ti ne znam zares povedati, zakaj kocka. Ful sem iskala, ko sem si napisala vse te ideje in kaj vse bi bilo,
sem vseeno hotela, da so si med sabo nekako podobni te elementi in pol se mi je v resnici zdelo, da bi to bilo lahko ok za vse izvedbe teh, se pravi, eden, da je iz praha in da je mehek in drugi, da je silikona in tretji, da je kot nek zvočnik in se mi je zdelo, ja, vse bi lahko v resnici v vseh oblikah naredila, ampak spet časovna omejitev in... Mislim, osebno se mi zdelo, da deluje, da so kocke. Ne? Neki je ta povezava, da imaš skozi isto obliko, ampak vsakeč je drugačna. To je v redu. Ne? Sam tako Pa tudi malo na začetku sem se malo sekirala za to, bolj mi je paratalo mogoče čist simpatično. Ko prvi kos, ki sem ga naredila, je bil oni klangor, mu ime, ko je v bistvu, ko ima not neke keramične kroglice in jih pač ti obračaš in ta zvok. Mislim, obračaš to kocko in not se ustvarja nek zvok. Me je spominjal dejansko na igralno kocko, ne? Ko sem mu pobrala robove in pa sem bila tak najprej, ojoj, to ne bo cool, to spominja na kocko za igranje, človek ne jezi se. Ampak pol pa se mi je v resnici zdelo čist cool, zato ker če te spomni na neko igro, to pomeni, da moraš ti nekaj narediti s tem in da pač mora biti neka interakcija. Ali pa na kakšno to puzzle, a ne? Ne vem, Rubikova kocka, te kocke, recimo, ko so tudi, te stvari. Hočeš rešiti. Ja. Je pa tudi res, da kot prejš Blender za 3D modeliranje, prva stvar, ki jo srečaš, je kocka. Res je. Res je. In še siva je po možnosti. Ja, je siva, ja. Siva je kao brezbarvna. Ne? Brezbarvne kocke sem razstavila. A se te kocke še nastajajo naprej? Se bo ta projekt še razvijal, postal obširnejši? Zelo verjetno, ker se mi zdi, da bi lahko še mogoče se kaj domislila ali pa še kaj mogoče izboljšala. Mogoče ne, da bi bile, ja, mogoče se pojavi še kakšen nov, ampak mogoče bi še kakšnega... A bi kakšnega že tizala? Spremenil, ne. Nisem še tako daleč. Moram iti skozi one moje zapiske in skicirko, da vidim, če je še kaj ful uporabnega notri ali niti ne. Ampak mogoče bi pa mogoče bi kaj spremenila. No. Oni silikonski se mi je malo po nesreču, moram priznati. Ne vem, če je to cool, da govorim, ampak ja. Povej kako, ker po mojem noben ni opazil. A to mi se ni zdelo. Okay. Pač ni čist kocka, ne. Sem naredila kalup in se mi na eni stranici malo odprl in se je malo znižal in v bistvu, ja, je pač taka kocka. Si tudi porezala nisi stran tisto, kar je bilo odveč? Nisem porezala stran z tega vidika, ker je to pač način izdelave bilo tega in spominja na kalup in je nastal v kalupu in se mi je zdelo smiselno, da to ostane. Tisti je silikon z prahom? Pomešan s prahom. Isto kot je tisti prah v vodi v vrečki, je ta prah s silikonom. Zdaj mi pa reči še eno radovednost mi prosim, odstrani. Silidur. Ja, joj. Veš, a je to zaradi te sika? Ne. Ker jaz sem googlal in tako, olej, sika Silidur, ampak je samo na sika Italija. Jaz sploh tega nisem vedela, dokler nisi ti tega napisal. A si šla pogledat, kaj je? Ja, v bistvu ta imena, sem hotela jim dati imena, ki bi imela neko povezavo z njihovimi lastnostmi, ampak ker sem hotela, da so tudi malo spominjajo na neko, mislim spet, da so si sorodne, da ni eno iz ne vem kjerega imena, iz nekega drugega izvora in tako naprej. In sem pol se odločila, da bi bila recimo iz latinskega izvora, da pač izpadajo, ne vem, cool. In sem pol v resnici prvič v življenju uporabila ChatGPT, zato da mi je pomagal z latinskimi primeri besed. Jaz sem pač napisala, da ne vem, hočem domišljijsko ime za objekt, ki je taki in taki in taki. In on mi je pol dal neke variante. In jaz sem pol pač tisto valjda šla še preveriti, če to res to pomeni ali ne. Ampak Silidur v resnici nisem niti vedela, da je to nek proizvod od sike, ampak bi naj bila kombinacija besed pač kao silikon in dur pa bi naj pomenilo trdo, ne. Se pravi, pač ful mehek silikon, ki je z prahom od kamna narejen malo bolj trdo, plus tega pa not so ene trde keramične kroglice, ki bi jih naj zatipal. Mislim, najboljše je zato, ker ta proizvod Silidur je dejansko za kamne. Aha, ok. Mislim, Jernej celo znanost. Jaz sem šel gledati in to je nek silikat iz etila, ki se ga uporablja za konzervacijo kamna oziroma zidovno. Okay. Tako da dejansko povezano je po neki logiki. Mogoče so tudi oni uporabljali ChatGPT. Mogoče. Obstaja pa samo v italijanščini. Tako da ne vem, na slovenskem trgu Silidurja ne dobiš. Ne vem, a obstaja, se ista zadeva prodaja pod drugim imenom pri nas. Tako da mi je bilo prav, ker sem iskal, to mi je bilo tako, ok,
vem, mogoče je to kakšna taka interna fora, da se to ful uporablja, pa da Nisem dobiš samo v vedela. Italiji. In da To je ziher ta vpliv, veš, sežana Italija. Ja, tako sem res razmišljal, da je. Ne, res nisem niti vedela, da je to in sem bila kar malo šokirana, ko sem to prebrala, sem bila tako, ojoj, kaj sem naredila. Kakšno ime sem zbrala, res. No, bomo tudi polinkali to Silidor. Jernejevo kritiko razstave in ta Silidorja. Jaz bi se mogoče dotaknil zdaj še tega mitskega parka in ja. tega dela, ker se mi zdi zelo zanimivo, zato ker je, rekla si, da si bila tam zaposlena, torej gre za dejansko službo, ne vem točno, v kakšnih kapacitetah si vse tam bila prisotna, kaj si vse počela, definitivno si bila upletena v samo izdelavo tega parka. A to je tako fizičen park? To so poti kolesarsko sprehajalne. Gre za nek manjši interreg v bistvu. Ja, verjetno. Ja, mislim, je pod milijon. Je pod milijon. A ja, ker jih več obstaja. Interreg je v bistvu samo ime za Ja, interregi so različni. evropski projekti, ki so razdeljeni med državami, imaš različne interrege. Slovenija ima interrege z Italijo, interrege s Hrvaško, ziher, verjetno tudi z Avstrijo, ne vem, imamo z Madžarsko. Ta je bil interreg Slovenija-Hrvaška, ne? Ja. In to je financirani so ponovadi z evropskega, ne ponovadi, vedno so financirani z evropskega denarja in so kar konkretni projekti. Ta vaš je bil nekih 750 000 za 3 leta, ne, je trajal. Ja, verjetno. Jaz sem bila zaposlena 2 leti, ampak ja, točno ja, je trajal še malo prej in še malo potem. Ja. Oni tako so v projektu že naprej predvideli, kaj se bo delalo. Ne? Torej, mogoče začnemo, kdo je bil vodilni partner? Vodilni partner je bila občina Hrpelje-Kozina, če se ne motim. Torej, v bistvu skoraj da nekako z naše pobude, no, bi se reklo. Ja, absolutno z naše pobude. V bistvu je Katja Hrobat-Virl-Lože, je profesorca na FHŠ-ju v Kopru in ona se je ful ukvarjala s temi zgodbami in temi lokacijami in tem, kar se pač je potem realiziralo v Rudiku. No. To je ena vas blizu Kozine, naselje, kakorkoli, ki je bilo ful pomembno, mislim, ful zanimivo iz nekega čist zgodovinskega vidika, ker so tam se boje neki dve, kak je že bilo... A to so zdaj te mitske stvari? Ne, v bistvu je to čisto zgodovinsko, da so bili tam kot 2 ljudstvi varianta, ne? In eni so živeli spodaj v naselju, eni kao zgoraj na hribu in so imeli tako zelo dualistično urejeno vas in so imeli tudi določeno, kje se koga pokoplje, varianta, ne vem, pokopališče ta stran, ona stran, ne vem, v cerkvi, eni sedijo tam, eni tam, pač tak ful je dejansko zanimiva vas, zanimivo naselje in je bilo omenjeno tudi že, ne me vprašati, kjerega leta, ampak lahko to vse pogooglamo, ne. Imajo tudi eno tablo napisano tam sred vasi, ki je bila v bistvu najdena in iz tega je pol to se izvedlo, da je to naselje bilo že davno tam. No, skratka, in okrog tega naselja je zelo dosti enih lokacij v naravi, ki so zanimive čist zaradi tega, ker se tam tudi stikajo Kras in Brkini in tudi se meša recimo kamnina, ne, se pravi Kras je apnenec, Brkini so fliš, peščenjak. Fliš. Ja. Tudi zaradi tega, no, je bilo zanimivo. In ta projekt smo potem iz tega dela, na katerem sem jaz delala, sodelovala, smo tudi te kipe in označevalce delali iz 2 vrst kamna, ne? Ker pač en del poti kolesarske sprehajalne gre po brkinskem delu, en del pa po kraškem. Iz teh 2 kamnov? Ja, iz peščenjaka, ki smo ga... Mislim, jaz vem, kakšen je flis, ker ga imamo milijon na obali. S ali Š? Fliš. Ne vem, kako mu rečemo v Kopru več. No, iz tega smo delali, ja. Ti se tok drobi. Ne, mislim ja in ne. Nimaš pojma, ful Jernej. odvisno. Ne, da nimam pojma, pač ful je spet ta oranžka del, ta rjavka del je katastrofa in se ful drobi. in to imaš oni tako sivi del. na klifih, na obali in tako grozno. Ampak oni sivi del, tak plavkasto siv temen, tisto je pa ful trdo. Tisto je bilo pa muka delati iz tega. Potem so nas spraševali, če smo sploh normalni, da to delamo zaradi tega, ker je ta kamen se uporabljal za brusiti stvari, se pravi, je bil nekoč to brus za ostale zadeve, mi pa smo iz tega izdelovali. Dobro, takrat ni bilo diamantnih. Ja ne, še vseeno je bilo kar Ne hočeš, takrat ni bilo diamantnih rezil, ne? A tako trši ampak ful od apnenca, pa že apnenci je rekla, da je... Ja, čist drugačen pa ful trd, ja. To je bila kar muka, ampak smo naredili. Torej, kaj je bila tvoja vloga?
Mislim, jaz sem bila zaposlena na projektnem partnerju Inkubator Sežana oziroma njegova ta notranja enota izobraževalno-razvojno središče, ki je bil pač partner tega projekta. In oni so bili zadolženi za oblikovanje in izvedbo pač teh kamnitih elementov in izdelavo priročnika, pa še nekaj je bilo, zdaj se ne spomnim točno. Ampak jaz sem v resnici z vsemi partnerji sem hodila na te sestanke in sem pač dobila informacije od njih, ker ostali so, ne vem, tudi na teren smo šli valjda pogledat, ker je bilo zelo kompleksno, ker pač ene stvari niso dostopne, ne moreš ti kar priti s kamionom pa prenesti neke tja, če se ne da, če je to tam neka kraška jama, ko moraš ti nesti kamnit označevalec tja, pol sem pač prilagodila, da je toliko manjši, da se ga načeloma je dalo prenesti. Ampak v resnici smo, mislim, da 3 kose nesli na lokacijo na tak način, da smo dejansko najeli delavce, ki so s pomočjo nekih lesenih palc, tramov in teh trakov za dvigovanje kamna. Dejansko mislim, da je bilo 8 moških, ki so to dejansko nesli nekaj 100 metrov v več kosih, ker je bilo res nedostopne lokacije nekatere. In je bilo to treba pač predvideti, da se vrnem. Jaz sem bila pač oblikovalka na projektu in sem na podlagi teh zgodb izročila ljudskega v resnici in na podlagi terena, dostopnosti terena in na podlagi tega, kar so si oni v bistvu v projektu že naprej zamislili, se pravi, da bo pred lokacijo nek prag v tleh, da bo potem nek označevalec z imenom lokacije in da bo potem neka skulptura v povezavi s to zgodbo. Jaz sem na podlagi vsega tega oblikovala, si zamislila, kako bi to izgledalo, kakšni bi bili označevalci, kakšne bi bile skulpture. In pol načeloma smo to tudi izvedli, s tem, da pri praktičnem delu sem imela ful pomoči, ker je to bilo, mislim, da vse skupaj 41 nekih velikih kosov. In še, zdaj ne vem, če v to cifro sem pozabila, spadajo še označevalci ali je to še posebej. Skratka, 13 označevalcev smo naredili, na določenih lokacijah je en kip, na določenih jih je, ne vem, tudi 7 menda. Tako ful različno. No. In pol je bilo je video na sicer ne najlepši in najboljši spletni strani od Mitskega parka in je tudi se vidi, kako te možakarji nosijo to na teh nosilih, te kamne. A ta kača tudi paše sem s kronco? Ta kača s kronco pa ena tista, ki so jo verjetno nosili te gospodje. Glavne 2 kosa sta taka, ki sem jih jaz sama izdelala od začetka do konca, čist pač sama. Ena je ta kača s krono, ena je pa pri Cikovi jami, je v bistvu en tak steber v obliki kvadra in pol ima kot neko jamo z nekimi kapniki not, pač da v bistvu lahko skozi tisto jamo pogledaš. To sta mi bila 2 taka kosa. Ostalo pa sem imela pomoč, ali da so v bistvu študenti pa diplomanti sežanske šole. Ene punce so prišli na prakso, pa so mi pač pomagali tam. Potem smo pa organizirali še eno tedensko delavnico prav v Rudiku, kjer smo povabili diplomante sežanske šole pa študente, da so v bistvu pomagali to izdelovati. In kar se ni dokončalo, pač sem pol jaz še dodelala oziroma dokončala te kose. Sta pa 2 taka, ki sem jih od začetka do konca sama, vse ostalo pa so neki drugi avtori. Tudi ena študentka, ki je takrat prišla na prakso, Sibila Leskovec, s katero še vedno ful sodelujem in smo ful prijateljice ratele od tega. Ona je prišla, ona je bila takrat prvi letnik in je prišla na prakso in je bila res ful talentirana in ful je šlo dobro in je potem v bistvu tudi, mislim, da 5 kosov naredila za svojo diplomo znotraj tega. No. Interreg je pač nek drugačna oblika zaposlitve v kulturnem prostoru v Sloveniji. Tudi predstavlja neko bolj stabilno financiranje za nekoga, ki se zaposli. Kako ocenjuješ ti to kot nekaj, kar bi lahko se mogoče razširilo v Sloveniji kot oblika dela za ljudi v kulturi, oziroma kakšna je bila tvoja izkušnja tudi napram plačila, napram dela v taki službi in recimo zdaj, ki si samo zaposlena? Mislim, meni je to bila moja prva služba in do zdaj je edina, ko sem bila res zaposlena in mi je bilo v osnovi super, ker sem pač res imela za 2 leti zagotovljeno neko finančno stabilnost in se mi je zdelo to res fajn občutek, no, da veš, da bo vsak mesec plača in da ti delaš svoje in to je to. Če bi se to dalo razviti, sigurno bi se dalo. Mislim, se mi zdi, da neki taki projekti, ta Mitski park so v resnici ocenili. Ful ljudi pravi, da je to ful uspešen projekt, pa ne zaradi tega, kar smo delali mi te ekipe, ampak v osnovi, ker je dejansko postala to neka stvar, ki jo lahko greš pogledati in stoji tam in je pač materializirana zadeva, da to ni neka, ker drugače sem slišala, no, da je ful teh projektov nič narobe, ampak ostanejo to kot neki projekti napisani in to so to neke raziskave in to je to, ne. Ta je bil pa eden redkih, ki je imel v resnici
to turistično pot in infocenter, ki se je zgodil, ki je še vedno obratuje tam v Rodiku in pač te skulpture in to, kar smo postavili, je pa dejansko ostalo nekaj od tega za širšo javnost. In če bi bilo več takih projektov, kjer bi lahko vključevali tudi neke, ne vem, umetnike, oblikovalce, bi se to zdelo ful dobrodošlo, ker je res, tudi če si zaposlen mogoče samo za nek čas ali pa za nek določen obseg, da nisi za polni delovni čas, se mi zdi to ful dobrodošlo, no, da imaš vsaj en del nekega stabilnega prihodka. Tako da ja, če se bo kdo spomnil kakšnega projekta. Ok, smo po moje že kar v koncu. Ja, bi še kaj Za zadnjo konec reč. tale, to, kar je pa zdaj v Murski Soboti razstavljeno, je pa kaj? To je pa v bistvu, Ekspozicija, sodobna likovna ustvarjalnost Pomurja. no tako, to sem Kustos Gregor Purgaj. Ekspozicija 24, sodobna likovna ustvarjalnost Pomurja. O, dva še Tako. vidijo sta. še divja, to je moj brat. A on tudi... On je fotograf. Aha, ok. Ja, to je bilo pa v bistvu smo se sodelujoči umetniki odzvali na povabilo Gregorja Purgeja, ki je tudi sam v bistvu slikar, ampak se zanima tudi za to, oziroma je večkrat že organiziral kakšne razstave, se pravi, je bil v vlogi kustosa. In je zdaj trenutno menda zaposlen v galeriji v Murski in je povabil pač določene avtorje iz Pomurja, da prispevamo svoje dela za to razstavo. Tako da je kot nek zelo, zelo raznolika zadeva, no. Od slik, fotografij, kaj je še video, neke te 3D animacije, tudi moje te kiparske zadeve. Glavno tak, zanimivo, no. Do 21. augusta bo to odprto. Čisto tako informacijo, če bo kdo hotel pogledati. Ja, vabljeni v Prekmurje, Prlekijo, Pomurje. Jaz sem samo še to hotela vprašati, da ne bom pozabila, ta kos kamna, ki si ga meni pustila, da ga vzamem iz studia, je povrh rjavkast. Zakaj? Ker je to na njem ena plast kalcitne sige, ki se pač nabira v procesu nastajanja kamna in je to v bistvu isti material, kot so kapniki narejeni skozi milijone let. In če je to znotraj kamna in je huge, to je pol basically jama. Če ne je pa lahko sam cute razpokica, ki se pol lahko za površino uporabi, da je pač malo dinamike v barvi. Zdaj, če posluša to, kak geolog bo rekel, da sigurno to ni to, ampak dovolj... Za nas, ki nimamo nič pojma, je to ful informativno. Dovolj informativno. Kaj pa, jaz sem še to, pa končamo. Kaj si prej briefly omenila tudi te drage kamne. Do kere mere se to sploh tiče tvojega dela, znanja, česarkoli? Kje se kle pozicionirajo te dragi in poldragi kamni v življenju kamnoseka, kiparja iz kamna? Mene se zares ne, ker me pač ni toliko pritegnilo to področje. Je pa bil to en predmet, ki smo ga imeli v sežanski šoli, ko smo se dejansko učili te razne oblike brusov in tega, ker to je pač to so v bistvu brušenje okrasnih kamnov za nakit in obstajajo pač razne oblike od tega, da so te fasete kot neki te briljanti, diamanti, kakorkoli, do tega, da so, ne vem, polkrožne, recimo kabušoni, take stvari. Meni je bilo to ful zanimivo brusiti pa poslušati, pa se učiti o tem, ampak nisem pa pol ostala glih v tem svetu teh dragih, poldragih kamnov. Pomeni, da ne vem, če bi ti čist neobdelan kos kamna, bi znala prepoznati kot, to je ta kamen, ki če ga zbrusim na tak način, bo pol ful vreden. Ali kaj? Ker v bistvu to, kar zdaj si jaz predstavljam kot dragi kamen, si že predstavljam valjda unga zbrušenega, lepega, svetlečega, vijolično, rdečega. Ampak preden rata tak, je to v bistvu zgleda en beden kamen. Ne vem, niti ni nujno, odvisno zdaj spet kakšen kos je, ker lahko je že, to se itak v ful manjših formatih prodaja kot od tem, ko smo mi govorili na kubike in to. To so pač res manjši koščki, ki so lahko tudi že tako odlomljeni, da ti že vidiš to barvo, ne vem, modro ali pa roza ali pa ne vem. A veš, a so te barva zdaj, a je to ujeto znotraj random kamna, oziroma izga kamna sam grdo narejenega, če zelo karikiram. A veš, a lahko jaz odsekam kamen in se mi bo not pokazal to bogatstvo, ali je to nekaj, kar se nujno z obdelavo
Mislim, da bi zdaj ti kar presekala nek kos kamna, pa not našla tak drug kos kamna, zelo malo verjetno, ampak lahko se pa v nekih variantah najdejo neki mini vključki, bolj teh dragih, podragih kamnov, ampak ni da boš ti zdaj šla neko skalo razsekati, pa boš not našla, mislim, sama po sebi verjetno ne nekega kosa. Ta barva pa to je pa, mislim, da pač kamen, ni da je to zaradi tega, ker si ga ti zbrusla, da je postal tak. Čeprav seveda ga ti z določeno obliko brusa lahko poudariš te njegove lastnosti, ne? Da se bolj sveti, da ujameš neki pravi kot, pod katerim se svetloba lomi, da se potem to bolj njegova barva pride do izraza in podobno, ampak res to, da deluje toliko, tako na pol prozorana, ne? Je odvisno spet, kera vrsta, ampak res nimam tu toliko znanja, da bi se o tem nekaj ful govorila. No. Nam je to predaval in praktično izobraževal nas je dr. Miha Jeršek, ki mislim, da je zaposlen pri Prirodoslovnem muzeju in se ukvarja s temi stvarmi in on je ful, on ima res ogromno enega znanja o tem, geologije in teh brušenj in tega. On je v bistvu po moje en redkih v Sloveniji, ki se dejansko ukvarja z tem, da res profesionalno brusite kamenčke za nakit in to. Bo še kaj dodal, Jernej? Ne, mislim, da lahko počasi zaključimo. Smo že 2 ure. Zdaj bo Maša imela dosti za editati. Ja, potem pa hvala vsem poslušalcem in hvala Špela tebi za družbo in prijetno kramljanje in povabilo v delavnico. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago in za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Napišite nama kakšen komentar, polajkite kdaj kaj v lifeu in pridite si pogledati kakšno razstavo. Splezajte na kakšen javni spomenik iz kamna ali pa se zafurajte do Sežane. Bye, bye, bye. Čau. Čau, hvala. Neki solti, ko sem jaz urednikovala njegov tekst, ki je napisal, da so na razstavi stvari različnih odtenkov sive, pa sem bila skoro, pač kamnje so. To je tako, da bi bile lesene skulpture, pa bi rekel različni odtenki rjave. Ja, sem pač tako stupite, pač ja, kamnitih odtenkov sive. Kamnitih odtenkov sive? Ja, zavajajoče je, zato ker zveni, kada je ful različnih predmetov iz različnih materialov, samo pač različne odtenki sive so, pa itak rečeš, da so pač kamni. Pol nekje čez ful časa in tako. Do takrat si pa človek predstavlja ne vem kaj vse. Pobarvan les. Pobarvan les, ja. Ajde. Samo to bi mogoče ti, ki si bil v Pragi, mogo vedeti, da se drugačno glasi. Pa je češki priimek in se čist drugačno glasi. Ker sem bil v Pragi, smo šli čez vse češke priimke. Ja. Čez vse. In vse si se naučil povedati. Vse vem, zdaj točno tako. Ne drugače, ja, mi pač rečemo še divi, ampak meni, da je v češčini prav nekako še džvi ali nekaj tajega. In bi naj pomenilo sivo, tako da je v bistvu grej. Ja. Top shit. Siv kamen pa to, veš. Ful ljudi reče še divi ali pa vrinajo še kak notri ful dosti krat. Šen divi. Aha, ja. Ampak ja. Pa napisan mava šlepa na mest Špela. No dobro, lej. Se pač šlepam. Šlepa mava napisan na mest Špela. Se šlepam. Lej, tako je.